V bistvu je bila skupščina delničarjev, seveda največji del smo posvetili poslovanju v lanskem letu, ki je bilo zahtevno, je bilo trdo. Marsikaj smo naredili, žal pod črto še ni bilo dobička, pravzaprav so nam ga odnesle negativne tečajne razlike, ki jih je bilo 13 milijonov evrov. Tako da sicer bi skupina Gorenje dosegla letni načrt že v lanskem letu. Pomembno pa je, da smo že lani pridobivali tržne deleže na evropskih trgih, da smo rasli s premijskimi inovativnimi izdelki, da je lepo rasla blagovna znamka Asko, da smo zelo dobro prodajali preko morja v Ameriki, v Avstraliji, na Bližnjem vzhodu. Najbolj pomembno je pa morda to, da je začetek letošnjega leta izredno dober. Že prvi kvartal dobičkonosen, prodaja v prvem četrtletju več kot 8% višja na področju temeljne dejavnosti. Tudi drugi kvartal bo zelo, zelo dober. Junij je bil rekordna prodaja v mesecu juniju, tako da načrtujemo, da bomo ob polletju prikazali kar en soliden dobiček, predvsem pa eno veliko rast operativnega dobička, EBITDA-ja in da gremo nekako po poti doseganja letnega načrta. Pred slabima 2 mesecema je en izmed kolegov, gospod Keith Miles, podal odstopno izjavo, da z dnevom skupščine, to je danes, ne bi bil več član. Glede na to, da smo na polovici mandata tega nadzornega sveta, smo potem pristopili k iskanju kandidatov za nadomestilo. Šli smo skozi temeljito proceduro, intervjuje in potem naš predlog je bil, da bi bil to gospod Miha Košak, ki je bil potem tudi kot predlog skupščine na dnevnem redu. Kasneje se je pojavil protikandidat malce pozno, ki je verjetno tudi kvaliteten, ampak seveda glede na to, da procedura ni bila dovolj usklajena, se je pač zgodilo, da smo imeli protipredlog, ki ni bil izglasovan in je bil potem potrjen naš kandidat gospod Miha Košak, kar mislim, da zelo krepi in je zelo solidna, ustrezna nadomestitev za odhajajočega gospoda Milesa. Tako da mislim, da je Gorenje še enkrat dokazalo, da je v tem korporativnem upravljanju dejansko mednarodna družba in da imamo zdaj močno ekipo v nadzornem svetu tudi za preostanek mandata. Razprava na današnji skupščini se je v glavnem razvila pričakovano okrog nasprotnega predloga za novega člana nadzornega sveta po odstopu gospoda Keitha Milesa in sicer spričo nasprotnega predloga, ki so ga podali mali delničarji. Kot kaže, postaja precej popularno nastopati v vlogi malih delničarjev, pri čemer so nasprotni predlog podali skupaj v glavnem investicijski skladi, institucionalni vlagatelji oziroma delničarji, medtem ko smo z Združenjem malih delničarjev bili zopet na različnih stališčih in bregovih. Okrog tega je nasprotni predlog doživel in dosegel podporo 36,6%. Sam sem se opredelil za podporo predlogu, kot ga je podal nadzorni svet, predvsem iz razloga, da kandidat, ki je bil predlagan z nasprotnim predlogom, ni šel skozi sicer utečeno proceduro Gorenja, torej skozi ali nominacijsko komisijo oziroma kadrovsko komisijo na nadzornem svetu. S tem v zvezi sem zastavil kar nekaj vprašanj, dobil tudi odgovore in po pooblastilih, ki sem jih prejel strani delničarjev, za ta se ponovno lepo zahvaljujem. Za predsednikom uprave je bilo v okviru zbiranja pooblastil meni teh namenjenih največ, 313 konkretno. Sem skladno z voljo delničarjev seveda podprl in kot tudi najavljeno predlog, kot ga je predlagal nadzorni svet, tudi po predstavitvi obeh kandidatov, pri čemer je bil absolutno ta po moji oceni bolj prepričljiv, hkrati pa so tudi delničarji zelo jasno izkazali voljo pri samih pooblastilih, da podpirajo to, kakor je bilo opredeljeno tudi v samem pooblastilu.